že 16 takrat, prvo sezono se spomnim, sem prosil, samo mi niso pustili, niti tata, menedžer niso bili lih za to, mislili so, da prehitevam. Pol pa je prišla ta operacija kolka, pa sem mogoče to izkoristil, da bi lahko šel dobiti te članske minute. In zakaj Maribor? Bilo je težko odbiti Maribor. Mislim, da to je tak največji klub v Sloveniji. Pa imel sem par opcij, ampak mislim, da mi je ta bila še najboljša. Torej, prva slovenska liga je boljše za vas osebno za razvoj, kot pa da bi nadaljevali z vrstniki v mlajših selekcijah v Italiji. Ja, 100%. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je Večer za vikend, daljša, bolj sproščena različica Večerovega dnevnega podcasta. Jaz sem Miha Dajčman, podcast lahko spremljate na različnih platformah, vabljeni, da se nam naročite, torej na Spotifyju, Apple Podcast, na YouTube Music, da boste obveščeni, ko izide naslednja epizoda. Vesel sem, da tudi danes v Večer za vikend ne govorimo o politiki, te imamo že vrh glave. Če vas pa politika zanima, morda naredite kak klik nazaj. Ta teden smo objavili duel. Tomaž Ranc je gostil Rudija Mogeta in Jožefa Jerovška. Zanimivo poslušanje. In tudi prihodnji teden prihajajo številne politične vsebine, seveda v zadnjem tednu pred volitvami. No, tokrat pa o tisti zadevi, ki je vsaj meni najljubša, o fuzbalu. In vesel sem, da je po nekajkratnem dogovarjanju v naš studio prišel David Pejčič. Zdravo, David. Zdravo. Dogovarjanja so bila, ampak mi se je zgodila poškodba gležna. Takrat je PR-ovec NK Maribora rekel, dajmo mu malo časa. Je vse v redu z gležnom? Ja, vse v redu. Vse je v redu. Prvič, ne, zvin takšen, da so bile mogoče malo skrbi zaradi tega? Ja, imel sem na začetku sezone, samo bil levi, 12 dni pauze, zdaj desni prvič. Ali se je kar hitro saniralo vse. Fizio ti pravijo, da ko je enkrat zvito, da je potem vsakič naslednjič rehabilitacija lažja, tako da mogoče so zdaj vsaj neke te skrbi za vami. Upam. Kaj so vam rekli drugače fizioterapeuti? Ne, da se je kar hitro okrevalo, da tudi oni, niti jaz nisem pričakoval, da bo tako hitro. Tako da zdaj vse teče, ko mora, pa bomo videli naprej. Zelo simpatično je bilo slišati takoj po vrnitvi v prvo postavo. Zahvalili ste se fantom, da so vam pomagali, koliko vam recimo pomeni ta odnos ne samo s strokovnim štabom, ampak tudi s vsemi ostalimi v klubu. Ja, mislim, da so pravili top delo. Vsak dan sem imel terapije po 1 uro, mogoče več, tako da so se res posvetili temu. In mogoče to tudi ključ, da se tako hitro vse popravilo. David, stari ste 18 let, pa ni to zdaj bila prva poškodba. Če se prav spomnim, je za vami tudi ena malo težja izkušnja, ne? Ja, operacija kolka. Imel sem nekaj težav v kolku. Operacija je bila vprašljiva. Doktor je rekel, da lahko še dalje igram s tem kolkom, samo da bo potrebna čez 1-2 leti. Pa sem reči izkoristil zdaj, ko sem mlajši, da takoj ne opravimo, da ne imamo problemov pol. Igralec meseca februarja po izboru navijačev Maribora, pa tudi po izboru Prve lige Slovenije pri 18 letih, pa nedolgo nazaj vas v bistvu slovenska javnost še ni tako poznala, ker ste pač šli zelo mladi v tujino. Ste pričakovali, da se pač lahko tako hitro razpletajo zadeve v slovenskem nogometu za vas? Mislim, da ja. Kvalitete imam, dobro sem se vklopil v ekipo. Dobro nam je šel ta mesec, kar je pol bil ključ, da sem prišel do šans, do golov. Mogoče vse to skupaj ta razlog. Okay. Mogoče zdaj, če gremo kar nazaj, v Bilju se je začelo vse skupaj za vas, enem takem nogometnem kraju. Kaj gledate, mogoče na tiste začetke, kaj vas je navdušilo za nogomet, zakaj ste začeli? Mislim, že takrat v Bilju smo imeli dobro ekipo.
Tudi če klub nima neki ful denarja, smo naša selekcija, ker so vedeli vsi, da smo malo boljši, smo stalno hodili po nekih turnirjih, tako da smo tudi mi fantje imeli ta užitek igrati proti dobrim ekipam, ne samo v okolici, tam v Gorici. Tako da sem bil res zadovoljen tam. In potem je prišlo do vabila Udineseja. Uh, Kako so se stvari razvijale, mogoče če Iz predstaviti? Bilja sem šel v prvo Gorico, to sem bil 2 sezone. Tam bi rabo biti v 13, sem že igral za v 15. Potem to je bil velik ključ Peter Fabijan. On je mene prvo v Gorico pripeljal. Potem pa je bilo takrat 14 let, bi rabo, imel sem opcijo Domžale, so jih naredili tako akademijo in to vse, so bile popolne. Pa sem že bil, rečeno je bilo, da bom tam podpisal ob koncu sezone. Potem pa je Peter Fabijan dobil delo v Udinah, pa že takrat so me hoteli, pa so rekli, ne prijem vsaj provat. In pol, ko sem probal, sem rekel, da bom kar ostal tam. Kaj pa vas je najbolj navdušilo v Udinah? Prvo sem imel mogoče malo straha, tujina, takrat mlad, še ne veš, ko so v tujini igralci. Pa se mi je zdelo, da bojo dobri vsi, pa pol sem prišel, pa niti niso bili toliko, tako da je bilo top. Je bila nogometna šola Severne Primorske oziroma Gorice in Bilja dovolj za en Videm. Potem pa pridete v Videm in nekako opozarjate nase ves čas, ne? Kako je pomembno si izboriti mesto kot tujec v italijanski ekipi. Res je težko, kader je velik. Še ko mladi igralec, takrat sem imel 15, sem že začel trenirati člani. Res, da sem imel veliko pomoč strani Jake Biola, Sandi Lovrič, Šos Samardžić. So bili vedno tam z mano ob meni. Tudi kdaj so malo trenerju namigali, da bi bil moj čas. To bom vedno hvaležen. Tako da ni lagano. Tam je nekako, ko bi rekel, po skupinah. Hvala Bogu sem imel to malo balkansko skupino. Če ne pa mislim, da je res težko priti v tak krog, nekam ta, ko bi rekel, kader take ekipe. Ste se priučili italijanščine, ste že prej govorili italijansko glede bližine meje? Nisem, nikoli me ni nekaj zanimalo, nisem hotel. Tu na začetku v Udinah, prvo leto, se nisem nekaj probal učiti. Ali pol z igralci, stalno vsak dan z njimi sem se naučil. Okay. In zanimivo je to, da v bistvu se niste prav preselili v Videm, ki sicer ni daleč od vašega doma, da ste se celo vozili na treninge. Je mogoče bilo zaradi tega vseeno mlademu fantu lažje, ker pač je bil ves čas v stiku z družino, ali bi raje v tistem trenutku videli, da ste ves čas v nekem klubskem pogonu? Pa mislim, starši so vedno hoteli, da sem raje doma. So vedeli, da nisem še spreman, da bi bil sam. Jaz sem pa hotel že takrat biti. Samo so vedeli, da to ni o pravi uri spanje, da ni pravi fokus. In pol sem tu jaz sam pri sebi skontal, da če bom hotel nekaj več, da ne bom mogel. Pa sem rajš, kar sam se odločil, da se vrnem. Mislim, oni so mi največja podpora. Oni so pustili službo in me vozili stalno, tako da sem hvaležen. Kako je potem ohranjati stik z kvaliteto, pa kako je priti do kvalitete tega, kar je bilo dosegljivo recimo na treningih prve ekipe? Vseeno so to nogometaši, ki so že tudi fizično razviti, imajo neke izkušnje. Je bilo težko opozoriti nase tudi na treningih članske ekipe? Pa mislim, da mi niti ni bilo toliko težko, če dajem svoj maksimum, se vedno opazi. Mislim, da mi je bilo tudi lažje igrati s takimi igralci, ki se, ko bi rekel, ponujejo, dajo žogo, te vidijo. Tako da mislim, da niti ni toliko težko in še kaj taka kvaliteta, je še manj duelov na treningih. Tako da jaz sem govoril, da skoraj nikoli nisem v duelu s kom, tudi če sem bil palčka. Samo, ja, dobra kvaliteta in pol žoga teče stalno. Ker ste omenili Jako Biola, pa me zanima, kakšen status je imel Jaka Biol recimo v tisti ekipi, zato ker vemo, bil je eden od 2 kapetanov, ne?
kasneje je za ogromen znesek prestopil v Leeds United. Bil sem na eni od tekem Udineseja, pa govoril tam z domačini, zelo so ga spoštovali. Kako ste ga vi videli? No, mislim, da v Vidmu so imeli vedno veliko spoštovanja do njega, vsi od štaba do navijačev, od soigralcev, tako da je bil res en velik člen tam ekipe. Veliko je pripomogel, bil je itak steber obrambe. Tako da itak jaz sem imel veliko respekta do njega. Ful mi je pomagal, mislim, da je top oseba, pa top igralec, to smo že videli. Tako da, In potem pride do dileme, ne? Vi ste še vedno zelo mladi, ampak želeli ste si članskega nogometa, večje minutaže v članskem nogometu. Zakaj je prišla odločitev za Maribor, pa kako se je sploh ponudila ta možnost? mislim, jaz sem vedno, ko sem videl, da sem lahko člani od Udineseja, sem bil pol malo živčen, ko ne igram. Pa sem rekel, dobro, ne morem tu, bom pa nekje drugje, in vedno sem si hotel tega članskega nivoja. Že 16 takrat, prvo sezono se spomnim, sem prosil, samo mi niso pustili, niti tata, menedžer niso bili lih za to, mislili so, da prehitevam. Pol pa je prišla ta operacija kolka, pa sem mogoče to izkoristil, da bi lahko šel dobiti te članske minute. In zakaj Maribor? Bilo je težko dobiti Maribor. Mislim, da to je tak največji klub v Sloveniji. Pa imel sem par opcij, ampak mislim, da mi je ta bila še najboljša. Torej, prva slovenska liga je boljše za vas osebno za razvoj, kot pa da bi nadaljevali z vrstniki v mlajših selekcijah v Italiji. Ja, 100%. Ste o tem tudi govorili z ostalimi soigralci tam, z mlajšimi, koliko ste pač, ne vem, mogoče ima kdo tudi manjši, pa slabši odnos do slovenskega nogometa? Pravno veliko se z Necom Vihrom pogovarjam. Mislim, da imamo isto tak mentality kot jaz, da morajo čim prej fantje vsi v članski nivo. Zdaj se je Mariborjem mladincem dobra pot odprla za Ilirijo. Mislim, da je to boljše kot mladinska liga. Tako da napredujejo in mislim, da bo vse ok. Okay. Maribor, prvo vaše domovanje izven družinskega kroga, razen nekaj mesecev v hotelu v Vidmu. Kako ste se privadili na samostojno življenje kot najstnik? Mislim, punca mi ful pomaga, tukaj je z mano. Pa starši pridejo na vsako tekmo, tako da mi ni neki problem, da jih ne vidim. Res da po moje, da ni punce, bi bilo malo težje kuhati, pospravljati vse, tako da je vse naštimano in mi ni problem. Kaj pa privajanje na novo okolje za treninge, tudi spremembe so se zgodile vmes v trenerskem štabu? Pa mislim, da mi ni bil problem. Jaz sem tako prišel sam poln energije, na 100%, da dajem vedno svoj maksimum, da dobim čim več minut, da se dobro pripravim, kaj me čaka naslednjo sezono, tako da mi je to vse ok. Kakšen je dan 18-letnega profesionalnega športnika? Koliko je v fokusu nogomet, koliko so druge stvari, s čim si zapolnite prosti čas? Pa rečemo, da če imam treninge ob 3, bom ostal nekje ob 9, pojedu zajtrk, se raztegnu, pol malo dal malo vse na off, bom malo FIFA upalo. Pol bom šel po moje stijo potom na kosilo vsak dan, pa bo šla počasi skupaj na trening. Po treningu prijem domov, čaka punca, po moje cela živčna, od faksa, prakse, vsega. Pa sem malo z njo, pa skupaj poja večerjo, pa kakšna serija, pa gremo spat. Dobro. Kaj pa, ko je kaki prosti dan, takrat, ne vem, kaki izlet ali probate izkoristiti za počitek proste ure? Jaz sem bolj tak, da bom ostal doma, tak nek počitek, bi rekel, mi ni neki, da grem nekam. Bojda ste prvič v Mariboru doživeli sneg? Ja. Pred časom je bil v tem studiu Marcos Tavares, ne? In za Brazilca je to nekaj normalnega, da ko je prišel v Maribor, da je užival v prvih snežinkah. Ampak ja, kako to, niste na Primorskem nikdar
Pa, se odpravili do Kranjske Gore, pa kaj takega. pa ne, mislim, niti nisem nek ljubitelj snega, Okay. sem bolj nekih toplih tega poletja. Pa ne vem, zjutraj, ko sem se zbudil, je bil prvi šok, še gležen me je malo bolel, pa sem mogel iti na oni radio. Pa sem bil samo, nisem mogel verjeti. Okay. Tijota Cipota ste omenili in kosilo, zadnjič smo se celo srečali v enem od mariborskih pizzerij, lokalov, kakorkoli. Ni bilo težko verjetno najti eno svojo grupo v tej mariborski zasedbi, ki ima zdaj kar nekaj mladih igralcev v prvi ekipi. Pa ne, mislim, da smo vsi, ko ekipa to drugo polovico sezone bolj kompaktni, tudi izven nogometa se vsemi razumemo, pa dobro, itak s Tivom se ni težko razumeti, on je nek poseben karakter, živ, tako da sem res vesel, da je prišel. Koliko vam pomeni, da ste na igrišču z enim takšnim karakterjem, ki tudi ne samo, da je izven igrišča poseben, če lahko tako rečemo, ampak tudi na igrišču oba gresta rada v dribling, oba sta zelo samozavestna kljub mladim letom. Pa mislim, da njegovo kvaliteto so že opazili tudi drugi klubi. Ni bil zastonj v seriji A. Mislim, da to, ko se je vrnil, ni noben downgrade. Mislim, da je to samo želja po napredku, po igranju, po minutah. On je itak že v letih. Še vedno lahko rečemo, da je mlad, ali niti ni več toliko, tako da rabi res minute, boljš kot neko posedanje po klopi. Kaj je povedal o izkušnji iz Italije? Sta kaj primerjala te vajne izkušnje? Pa mislim, da za mladega igralca je malo, rekel, ludo biti v takih ekipah mlad. Itak pol pride tudi tej nočni klubi, pa malo denarja, pa si misliš, mislim, da če si sam ko mlad še izven, jaz sem bil doma, pa mi je bilo malo lažje. Njemu pa izven moraš biti res mentalno pripravljen na to, pa vedeti, kaj je tvoj fokus. Zdi se zdaj, ko je prišel v Maribor, da ima zelo jasno zastavljeno pot, cilj, kakšna je vaša pot, kakšen je vaš cilj vsaj tega obdobja tukaj v Mariboru? Pa mislim, da se oba dva zavedava, da morava tukaj narediti neko razliko, tako da tudi niti ne hodimo neki ven, pa neki, da imamo fokus na nekih drugih stvareh. Pa nam je tak fokus, da tukaj čim boljše oddelava, ker itak je Maribor ena velika stopnička za neko napredovanje. Fedža Dudić je ves čas od svojega prihoda poudarjal, da mu ni težava priložnosti ponuditi mladim nogometašem. To zdaj dokazuje, koliko je on vplival na ta vaš razvoj tukaj v Ljudskem vrtu in to, da ste se res pa večkrat zdaj že to poudarjam, pri 18 letih pokazali kot nek standarden nogometaš prvoligaški, ki dela razliko. Pa ja, trener je to že izjavil, še ko je prišel po prvi tekmi. Tudi rekel nam je osebno z Vihijem, da če bova tako delala, da bova vedno igrala pri njemu, kar sva ko nek 18-letnik dobila kar veliko minut, tako da mora biti hvaležen njemu in njegovemu štabu. Mislim, da dobro komunicirajo tudi z mladimi, jim dajo zavedati, da niso tukaj samo število. Tako da mislim, da je to dobro, da daješ mlademu igralcu samozavest. Mislim, da zna delati z mladimi igralci. Zato pridejo do izpliva v prvi ekipi. Kdo največkrat z vami osebno govori, imate, ne vem, v ekipi med trenerskim štabom, je kdo zadržen posebej za vas, pa da večkrat komunicira z vami? No, dobro, to niti ne. Tega nimajo neki, ampak vedno povejo, ko bi rekel, v faco, kar si mislijo, ko je dobro, ko je slabo, tako da to je ena dobra stvar. Kaj pa od igralcev? Zdaj tisti, ki je vzel recimo vas mlajše, pa izključno vas osebno pod svoje peruti? Pa jaz imam na levi strani v slačilnici Pius Širvisa, na desni Tijo Cipota, tako da sta oba dva tam zraven mene, pa samo okej. Zdaj je bil derbi, kako ste ga doživeli? Pa derbi, mislim, težka tekma. Se z obojne strani dokaj v redu.
Mislim, da bi se to dalo z naše strani veliko boljše, ker je tudi naš trener, ali vseeno ni lagano v Ljubljani, taka publika, dobro so oni pripravljeni bili, ni bilo tudi, redko kdaj se tam tudi točka vzame. Mi smo prejšnje polovice sezone, ne zdaj na Olimpijo, ampak druge tekme izgubljali točke za brez veze. Take tekme smo v prvi polovici sezone izgubili, tako da mislim, da smo napredovali. Zanimivo je bilo, da je Olimpija šla s Fleischterom na vas. Ni Ja, fajn, ne. Mislim, da Kaj si igralec misli v, ne vem, kateri minuti ste spoznali, ok, to je taktika Olimpije na že tak način? že v 7 minuti sem vedel, da bolj da meni danes tam, mislim res, to je po mojem nekaj, kar imam najmanj rad v nogometu, da mi se nekdo tako prilepi, pa mislim, da bom mogel to popraviti, da ni zdaj, če se nekdo nalepi name, da me ni v igri, ker mislim, da sem imel, ne vem, 8 dotikov žogo v 70 minutah. To meni ni niti malo ok, tako sem bil res razočaran že med tekmo in po tekmi. Ali mislim, da je to samo dobro pokazal mi je, da moram napredovati v temo, da ko prije še boljši igralec, še bolj, ko se ti prilepi, da bo mogel tudi na tem povaditi, tako da mi je dal dobro nalogo zdaj. Kakšna pa je rešitev za takšne primere? Ne vem, da se igralca v tem primeru potegne na stran, da se ponudi komu od drugih soigralcev? Odvisno tudi od trenerja, kako je njegovo mišljenje. Mogoče en trener mi bo rekel, da se odprem na linijo, da pustim igro prosto, da lahko kdo drugi. En bo rekel, da prijem po žogo, en bo rekel, išči globino. Vse je odvisno od trenerja v takih situacijah. Dobro. Ne zamerite pa Gorencu. Malo. Ampak dobro, sej pač pride takšna tekma, ko vam ne pustijo veliko možnosti. Zdaj prihaja Mura, ste s Tijom morda govorili o tem, kako Muro premagati? On si je vzel zdaj 1-2 dni off, niso se nekaj slišala, nekaj mi pošilja slike, da je bil na ribarjenju. Tako da mislim, da je dal malo nogomet na off, bova videla danes, pa moja bo šla skupaj nekaj pojesti, pa bo malo predebatirala. Ker vseeno, verjetno bo Tijo najbolj pomenilo to, da se mora premagati, tam se je razvijal, tam ga poznajo in niso bili najbolj zadovoljni, ne, da je odšel v Maribor. Ja, po mojem bo on imel še to največ te neke, mislim, vsi moramo imeti željo po zmagi, ali mislim, da bo njemu še najbolj pomenila ta zmaga. Katera zmaga do zdaj je v vijoličastem vam največ pomenila? Po moje s Koprom. Okay. Mislim, da smo dobro odigrali tekmo, pa tudi mislim, da s temi velikimi ekipami nismo še zmagali, vem, da bil ta nek remiz, pa po celju remi, ki smo dobro res igrali, pa bi lahko mogoče nekaj več, pa sem bil res vesel, da smo to zmagali. Okay. Kaj pa mogoče do Primorja gojite kakšno, ne smem reči sovraštvo, ampak je kako rivalstvo, glede na to, da ste bili nekaj časa v Gorici? Malo je, mislim, niso imeli, ne vem, če bi zaigral kdaj za Primorje, tako da je malo tega, ampak ni zdaj tako veliko sovraštvo. Pred časom ste bili vpoklicani tudi v mlado reprezentanco, ste pričakovali ta klic, takrat pred tistim sklicem se je veliko govorilo o tem, da si oba z Viherjem zaslužita. Pa ja, mislim, niti se ne oziram, na kaj ljudje govorijo, mislim, jaz vem, kaj si zaslužim, če sem si zaslužil, bo prišel klic, tako da se niti ne obremenjujem s takimi stvarmi. Koliko ste stikal z menedžerjem? Vemo, da ima zdaj pod svojo agencijo kar nekaj zvenečih imen, med njimi tudi Benjamina Šeška, če se ne motim. Kaj ste z njim stikal? Pa mislim, da imamo res dober ta kontakt z igralci, ima tudi svoje pomočnike, ki stalno tudi gledajo tekme, pa prokomentirajo, mi povejo, če je slabo, dobro, kar je dobro zame, da mi ne samo govorijo, dobro, ti si najboljši, vedno mi dajo iskreno kritiko, tako da zelo smo se pa slišimo občasno, ni zdaj, tudi on ne bo meni pisal vsak dan, če treniram, če to, ampak se slišiva takrat, ko je treba. Vidim, da vestno delijo gole vaše, ne? Tako da verjetno jih to najbolj razveseli.
Koliko se kaj v tem trenutku sezone razmišlja o prihodnosti, poleti vam poteče posoja iz Udineze v Maribor. Ste v mislih tam ali probate odmisliti te zadeve? Niti malo ne razmišljamo, kaj bo pol. Zdaj me že sprašujejo, a bom tu ostal še eno leto, bom v Udinah že dobil minute. Iskreno nisem še z nobenim govoril, ni z menedžerjem, ni s klubom, nič, tako da bomo videli sproti. Verjetno pa spremljate rezultate Udineze, Ja, sezona, verjetno z prav dobro oceno ali dobro, kako bi jo vi mislim, da je to, kar Udineze pričakuje, da so nekje na sredini tabele, da so, mislim, da obstanek garantiran, tako da mislim, da so oddelali to sezono dobro. Mitja Viler vas je gural, če lahko da rečem po domače, v člansko reprezentanco. Ste videli ta posnetek? Ja, Kaj si mislite o tem? pa mislim, ena velika, pohvala za mladega igralca. Mitja je itak igral v mogoče najboljših letih Maribora, tako da mi res pomeni to. In mogoče to samo, zaslužek za moj trud, pa neka, kako bi rekel, da bi se še naprej trudil. In zdaj, ko ste nanizali tekme z goli, so tudi apetiti po še boljši osebni statistiki nastali ali pustite to ob strani? Ja, mislim, da zdaj se je že dvignilo tudi želja še večja po golih, po asistencah, ker vidim, da lahko, tako da bi bilo slabo, če ne bom dal. Kje vidite prelomnico te sezone v nadaljevanju? Bo to tekma s Celjem, ki prihaja po reprezentančnem premoru, ali kako gledate v bistvu na to, kako se lahko še zaplete prvenstvo? Dolgo je še prvenstvo, še 10 tekem. 10 tekem, ja. 10 tekem, to je 30 točk. Nič po mojem nič ni končano, tako da mislim, da nam bo še tista tekma s Celjem najbolj pomembna. Najbolj jih prelomna po moje, ker tudi oni imajo še 10 tekem, da ne kiksajo. Mi tudi moramo imeti fokus, da vse tekme dobimo, tako da bomo videli, kdo je bolj kvaliteten. Evo, ker smo rekli, da vam ne vzamemo več kot pol ure časa, še vabilo gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem v Ljudski vrt na tekmo Maribora in Mure in seveda tudi na vse ostale tekme, ki nas na koncu ostanejo v tem prvenstvu, v katerem se Maribor še vedno bori za naslov prvaka, pa čeprav je vmes gledalo malo slabše. In kot sem že napovedal gospodu Pejčiču, bomo za konec pripravili še nekaj dilem, čisto na kratki odgovori. Torej, David Pejčič, odločite se, krilo ali špic zvezdni, Špic zvezdni. pašta ali pica, Pašta. naslov z Mariborom ali standardna prva postava v seriji A, Naslov z Maribor. Ronaldo ali Messi, Ronaldo. FIFA ali katera druga igrica. FIFA. Hvala, David. Vabljeni k poslušanju preostalih Večerovih podcastov. Srečno, NK Maribor. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, v Večeru v soboto, predvolilna kampanja pred volitvami 2026 je v zadnjem krogu. Čeprav predvolilna kampanja se danes nikoli zares ne začne in tudi ne konča. V dobi hibridnih medijskih sistemov je postala trajna značilnost političnega komuniciranja, ki se pred volitvami le še zaostri. Kakšna je bila, koliko digitalna, koliko še odločajo soočenja? Kakšni so danes načini posredovanja političnih sporočil, analizira komunikologinja dr. Mojca Pajnik. Andreja Kotin je preživela dan z delavci Elektra Maribor. Kakšni so pasti in nevarnosti poklica, ki zahteva znanje, spretnost in predvsem zanesljive sodelavce? Zakaj je včasih nujno pogledati širšo sliko in ne samo kabel, ki vodi do naše hiše? In še sploh znajo mladi fantje prinesti 13-ko?
Niti slučajno mi ni žal, ne glede na to, kaj se je govorilo in pisalo. Živimo v svobodni državi, kjer je pravica do mnenja temelj demokracije. Pravi podjetnik Joc Pečečnik je, potem ko je pohvalil vlado Roberta Goloba zaradi priprave zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, razburil del gospodarske javnosti in odstopil s čela kluba slovenskih podjetnikov. V prvem daljšem pogovoru od takrat razlaga, zakaj je pohvalil delo vlade, a dodaja tudi, da je še vedno njen kritik in pojasnjuje, kaj bi na področju gospodarstva morali storiti v prihodnje. Z njim se je pogovarjala Franja Žižt. Kaj prinaša Večer v nedeljo? Zakaj nekdo zboli, drugi pa ne? Mnogi dajo veliko denarja za to, da bi živeli čim dlje, ampak dolgo življenje nima smisla, če nismo vitalni in zdravi tudi v starosti. Da je to mogoče, nas uči Tina Prodnik v svoji novi knjigi Vitalna dolgoživost. Vida Žabot Kopo bo kmalu praznovala 70 let. Jaz ne štejem let, hecno je, ampak v sebi čutim zrelost 35-letne ženske, ki še sanja, ustvarja, si želi vse dobro in to želim predati tudi mlajšim. Miša Pušenjak piše o tem, kateri so največji sovražniki krompirja in kaj se moramo upoštevati, da bo krompir bolj zdrav brez naših ukrepov. In že preblisk za konec, angleški pregovor pravi: nihče ni tako gluh kot tisti, ki nočejo slišati.